fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas ponovno pozdravljamo in inspiriramo z zgodbo človeka, ki sledi svojemu srcu in dela to, kar ga veseli. Tokrat je z mano mi je v posebno čast Jernej Šavelj, kitarist skupine Dubioza kolektiv. Zdravo, Jernej. Para! Živijo, zdravo, lep pozdrav. Pozabila sem še dodati, kitarist ene največjih v tem trenutku skupin v tem delu sveta, Jernej. Kako se počutiš v bistvu kot član enega tako pomembnega v bistvu benda? Viš, dobro se počutim. Sem človek, ki sem zelo obremenjen za tukaj in zdaj. Ne zanima me, kaj je bilo, mislim, ful me zanima, samo ne rabim obojati spominov. Prihodnost, pač ambiciozen, sam do ene mere, do druge, tudi sem zelo, sem tudi zelo flegmatičen istočasno, kako bo. Mi je pa ful pomembno, kaj je tukaj in zdaj, ampak vse se mi zdi zmeraj normalno. Nikoli nisem euforičen, tudi ko, če sem pisal cvek ali pa 5 gimnazij, mislim, da sem isto reagiral zmeraj. Tisti cvek sem si zaslužil 5, pa sem se tudi verjetno zaslužil. Pa zakaj bi zdaj? Gremo naprej, ne? Sprejemanje situacije takšne, kot je, se ti zdi, da so ti to starši že predali, ali si se sam to nekaj izoblikoval? To pa zdaj ne vem, ne. Verjetno sem se oblikoval skozi kakšne bolj ali pa manj posrečene starševske prijeme, ne. Kaj je zdaj? Nekaj tudi posnemaš od okolja, nekaj ti je dano, nekaj si vdihnil v sebe, ko si se rodil. V končni fazi mislim, da je moja večna naloga samo to, da si čim manj kreten, ne. Vse ostale pa že v redu, pa pride na svoje mesto. Ja, zanimivo, da si to rekel, ker ljudje včasih čisto preveč kompliciramo, kaj vse bi morali biti in kaj vse bi morali početi in kaj vse bi morali dati. Jaz nisem nič drugačen, s tem, kaj bi morali, kaj bo ono, sebe tudi zastrupljam in si ustvarjam te neke anksiozne situacije, tesnobo, bolečine, nepotrebne, najverjetneje. Istočasno se probam tega rešiti. Dobro je živeti za tukaj in zdaj in zdrav. Kaj pa recimo ti v teh momentih, ko te neka tesnova recimo popade, ker pač življenje glasbenika, kakorkoli obrnemo, so vzponi in padci, in je ta neka dinamika, pač, da nikoli ne veš ali pa veš. Ja. Kako je to pri tebi? Kako se ti s tem spopadeš? Ja, kakor kdaj, ne. Odvisno tudi, kako hitro pride do obdobja, ko lahko neham misliti na to. Zato je zmeraj ta prekarnost, ta prekarjost, ta negotovost, ne, je zmeraj točno tako močna in točno tako oziroma tako daljša je, močnejša je, ne, ta tesnova verjetno. Mislim, to obdobje negotovosti dlje traja, huje je, ne. Slabo se s tem spopadam, zato ker še vedno se spopadam s tem. Sem pa zmeraj verjetno upam, da tudi ostali vsi, da smo zmeraj z neko novo izkušnjo bolj mirni, hitreje se to predelamo in tako dalje. Tam zima 2021, pa pol tisti april, ko se je začelo po eni strani odpirati, po drugi strani sem postal na meji, zato ker, ne vem, od srede dalje imamo ne vem kateri val, ampak že v nedeljo pa ne smemo čez mejo, jaz pa glih se spravil po enem letu pa pol, da se dobim z bendom. Mislim, bedno je vse skupaj to, ampak hkrati mogoče tudi malo hitreje odpiralo oči, kakšni časi so, kdo so ljudje okrog nas, na koga več naj ne računam. Ta kriza je dala ogromno odgovorov, koga imam. Ker dejansko, pa bodimo iskreni, ne, razen brata, družine najožje, me noben ni vprašal, če kaj rabim ali pa karkoli. Verjetno pač si žrtev nekih predstav stereotipnih, da če si pa zdaj pa ful okrog po turnejah, pa to, da si tudi, da te tiši v vseh žepih. Ampak glej, pač
greš naprej, ne? Mislim, kar ne ubije, te naredi močnejšega. Tako da. Ja, ker recimo, če si glasbenik ali pa umetnik na splošno, ne, tako kot si rekel, recimo Dubioza kolektiv je eden najuspešnejših bendov v tem trenutku, ampak ljudje si preveč ikonično predstavljajo to, ne, da pač vi ste potem skozi uspešni in skozi happy, ne, vi ste ogromno med karanteno tudi delali aktivno in je izgledalo, kot da je vse ok, ampak v resnici ste vzadnji vseeno ljudje, ki jim je prepovedano delati, ne. To so bili verjetno ti težki občutki, ne? Ja, to je bilo naporno gledati to, ne? Sploh zdaj, ker sem iz malega kraja, iz Murske Sobote, dobro, mislim. Iz Slovenije smo vsi iz malega kraja. Meni je bilo naporno gledati, ne vem, neke trgovske centre, ki so bili skoraj nabito polni, ker ljudje drugamor niso izhajali, mislim, sem imel feeling, da se grejo srečati trgovino. Ampak istočasno pa tam neke ograje, pa stoli na koncertih, pa to tako mora biti, pa veš, pa lahko smo srečni, da imamo koncert, pa lahko smo, mislim, namesto da bi se rekli, kakšne smo mi budale, kako se damo pometati, kaj delajo z nami. Ja, seveda, če se vrnemo na tisto, delali smo v tej korona situaciji, v tem tistem prvem kritičnem obdobju. Bom večno hvaležen Branotovi reakciji na to, da je že prvi teden, ko še sploh se nismo zavedali, dajmo delati to, itak en mesec bomo šibali to karanteno, ta šov, karantin šov, pa itak gremo naprej na turnejo, ne, seveda se to nikoli ni zgodilo. Pa smo še enega posneli, tiste je bil še bolj dobrodošel, ker se je glih začele, so se kratki dnevi, so se začeli in tako naprej, oktober, mislim, kot da bi vedeli, smo zadeli svoj prvo oddajo, druga sezone smo začeli, mislim, da bil 19. oktober, ravno takrat, ko se Slovenija, pa še večina nekih drugih držav zaprla, ne. Kot da imamo informacije, ne. Za tisti, ki ful radi gledajo naše videospote, mislim, ne da radi gledajo, ampak iščejo v naših videospotih povezavo z Prostozidarji, ne, ker to je fejst moderno. Ta povezava z Rotniki in Dubioza, ne vem, koliko ste s tem seznanjeni, ampak vse moti, da so naši videi dolgi 3 minute 33. Da tudi kakšne tretje oko, ki je narisano ali pa dano gor, ne, kak detajl rekviziterski in to blazno ljudi intrigira. Nas pa tudi zabava. Ja, ampak Dubioza kolektiv je sicer tudi zelo družbeno kritična in je na nek način to neko gonilo, rečemo temu malega človeka, zato je tudi toliko ljudi za sabo potegne, ker v bistvu ste nek glas ljudstva. Pač delamo to, v kar mi sami osebno verjamemo. Nobenemu ne govorimo, kaj naj dela, nimamo sporočil, tipa dajte to, dajte ono. Pač povemo, kako si mislimo, da je po naše prav. Velikokrat tudi se pogovarjamo, se razmišlja o tem, ali imamo ali nimamo. Ampak dejansko reflektiramo družbo, tako kot jo mi doživljamo. Ampak se ti zdi, da vsi vi tudi čutite to kot neko poslanstvo ali samo delate glasbo in nastanejo te stvari, kak je pri vas? Poslanstvo, razlika med poslanstvom pa med poklicom, to me samo zanima. Kako ti to dojemaš? Mislim, poklicom, ne s certifikatom izobrazbe. Sej, to sem te mislila vprašati, ravno ta del poklica, se pravi, ali si kdaj recimo pomislil v teh nekih momentih, ko ni bilo več fajn, da bi tudi delal kaj drugega, ali čutiš ta glasben poklic res, kot da si poklican, medtem ko poslanstvo jaz dojemam recimo, da potem, ko si na tem položaju tega poklica, mogoče daš še nekaj družbi nazaj, ne? Tak. Po moje je to vse splet okoliščin, pač smo ljudje, ki radi nastopamo iz takšnih in drugačnih razlogov. Eden zato, ker je blazno introvertiran in na tak način edino komunicira s publiko. Eden recimo, jaz osebno, tako patološko tremo znam imeti včasih, oziroma jo imam, da je edino zdravilo to, da nastopam. En kup razlogov, veš, ko pravijo, da je dober komedijant, ko je najbolj žalosten, ker točno ve, kako razveseliti ljudi, ne. Tako zdaj, če je to poslanstvo, poklic, bolje to zajeb, ne. To, mislim,
zakaj glih jaz, ne? Ampak delamo to, kar delamo, verjetno, mislim, tako kot jaz vidim to, ker sem bil tudi v drugih bendih iz vseh vetrov, tudi iz različnih kultur oziroma držav in tako naprej. Vidim, da je v Dubiozi to dosti posrečeno, selekcionirano, fajn ekipa, fajn dečki skupaj na enem mestu, zelo različni karakteri, istočasno zelo dopolnjujoči smo si en drugemu, tisto, jaz nimamo en drug in obratno. Tako da verjetno zato zadeve tudi na nekem tem našem medosebni ravni tudi dosti dobro deluje. Ti si že zelo zgodaj v bistvu se srečal z tem občutkom, rečemo temu poklicanostjo, občutkom, da je glasba nekaj, kar te zanima, ne? Ja. Bil si star 6 let, starša te odpeljete na koncert skupine Buldožer in tebi se zgodi v glavi prevorot. Bil sem na Buldožerih leta 82, se mi zdi, v stavbi, kjer je danes pač ta srednja tehnična šola in gimnazija v Murski Soboti. Gledal sem v tisti avli, v jedilnici, karkoli, tisti skupni prostor. Zgoraj dol so z bratom gledala in starši ta koncert in pač od takrat nekako mi je to, wow. Mislim, to je bilo prvič, da se mi je nek poklic dal, da nekdo nekaj dela, kar bi jaz tudi, mislim, to prvič sem to začutil, veš, ko te vprašajo, kaj pa boš ti, ko boš velik. Kaj bi bil, ko boš velik? Sam nikoli pa tega ne poveš na glas, zato ker v bistvu tega nisem nikjer niti opazil, da se da biti. Tiste slikanice, dimnikar, natakar, avtobusni šofer, prodajalec, ne vem, karkoli je že bilo takrat, vse tiste stvari so bile blazno moderne in častne v tistih časih, ti poklici, ki sem jih našteval zdaj. In tako bi tudi moralo biti še vedno. No, takrat tam nisem glih opazil, da boš glasbenik ali pa da bi bil Boris Bele, ne, tega ni bilo. No, igralec sem tudi hotel biti pismo. To, ko sem videl, poletje v školki, ko sem videl pismo, sem rekel, če ti Mango Pelah igrajo v filmu, ne vem, sem imel tednake neke narcisoidne, ampak tihe izpade, ne. Itak sem se počutil boljšega od njih, ko sem gledal ta film, ne. Mislim, jaz bi to boljše povedal. Sam njim bilo jasno, zakaj govorijo v neki ljubljanščini, pa so bili iz Ljubljane pa na morju. Ja, tebe je dejansko potem odpeljala glasba, ne? Pa me zdaj zanima, kdaj pa je bil pri tebi ta moment, da je glasba postala toliko resna, da si v bistvu da si začel tega živeti, da ni bilo več tisto delam, to sam še malo zraven, ne? Glej, ves čas sem si to želel, ampak to pač, kup stvari se ti mora poklopiti. Meni se pač niti ne živim v okolju, ki bi bilo, kjer bi obstajale sredine, kvečemo, če si ti osrednja figura neke scene, ne? Zdaj pa jaz nisem tudi tip človeka, ki bi lahko individualno, mislim, vse bi lahko, ne? Ampak nisem tip človeka, nimam poriva, če sam delam. Če sem z nekom skupaj, imam full idej, ne? Če sem pa sam, pa nimam niti ene. Potem se pač teže kaj zgodi, ne? Ampak ves čas sem pa pol, kakorkoli sem delal, bodi si v socialno varstveni sceni, pač, ker sem socialni delavec, pol kasneje na radiju Murski val, karkoli sem delal, sem ves čas si nekako nastavljal stvari sam sebi ali pa z drugimi. Zmeraj je bilo, veš, tisto, ne. Ampak jaz se ukvarjam z glasbo, veste, ne. To sem zmeraj vsakemu povedal in da se zna zgoditi, da bo malo več, pa ovo, pa ono, ampak mislim, zmeraj sem manjko, zmeraj sem vse nadoknadil, vse se da, ne. Iskal sem to možno kombinacijo, da sem imel day job pa night job. Stvari so postale zmeraj resnejše z skupino Lolo Brigida, takrat sem že dobil občutek, da bi se pa mogoče dalo tudi od tega živeti, verjetno zaradi tega, ker sem že imel otroka in sem začel tako tudi razmišljati, kako zdaj to vse pretočiti v neke prihodke in da imamo za kruh in mleko, mislim, ne. In pa eno bridko razočaranje spet, ko sem videl, da sam sem premalo močen, sposoben, karkoli. Istočasno pa okrog mene en kup ljudi, ki dosti lahkotno vse stvari dojemajo neresno. In pač sem se skupaj pustil, to pa se pač zgodil ta klic. Mislim, so me pač fanti iz Dubioze povabili zraven, konec 2014. In to je to, ne, da se midva pogovarjava. Zanima me še ta moment, ko si rekel zdaj, ne, sem v bistvu spoznal, da sam ne morem, okoli mene so ljudje, ki niso dovolj resni in potem si malo spustil vse skupaj.
kakšen je bil ta feeling, kako si ti v bistvu potem, ne vem, je ostalo v tebi čist malo tistega nekega upanja, da bo drugače, ali si res čist roke dvignil in si rekel, to je to, naredil sem vse, Ne. Nisem dvignil čist roke, rekel sem si, mogoče je pa res to. Ampak nisem nikoli čist dvignil, mislim, zato, ker ena stvar je bila ta, da sem rekel, da ničesar ne bom, kar imamo opreme, ki se je nabralo, prodal. To sem se sam sebi zaprisegal. Potem sem bil zelo hitro vpleten v neko ustvarjanje projekta skupine, mislim, tega, kar poskuša Zoran Čalić, v Sloveniji najbolj znan po zasedbi Bigfoot Mama, kitarist. On se pač trudi z uresničitvijo, lansiranjem svojega solo projekta. Nekaj smo se tipali nekaj mesecev, potem pač stvari so šle svojo pot. Tako da sem bil nekje, nisem čist zdaj to odklop. Pol je spet bilo eno krajše obdobje, ko sem s Čalićem recimo nehala, je bilo eno krajše obdobje nekega takega zatišja. Malo sem to izkoristil, da sem bil bistveno več z družino, kot drugače sem. Mislim, smo šli malo naokrog, na potepe in to po Evropi. Potem pa se pač že to začelo odvijati naprej. Veš, ko sproti se vse vleče, ne? Pol pa pogledaš nazaj, pa ful vse hitro mineva. Ja, se je to, ko vidiš, da v bistvu se vseeno se je cel čas odvijalo, čeprav je v tistem momentu zgledalo. Pa vse ima vse, jaz pravim, da ima vse svoje mesto, ne? Samo, ali pa dobi svoje mesto. Ali pa si pač dober blefer, sam sebi, konceptualista s tem, ne, znaš vse konceptualizirati, kot se reče. Na koncu vse to nekaj zapakiraš, pa prodaš kot zgodbo. Ne? To jaz ful dobro znam, sam sebi zlagati. To je bilo zato, ker je to, to je v bistvu tako in tako. Ne rabim religije. Čeprav Dubioza, recimo jaz, ko vas gledam, ko ste prišli zadnjič recimo v Maribor, to je res tako od tega, da imate pač to neko vizualno prepoznavnost, vidi se vas, ko pridete, do tega, da ste povezani res med sabo, do tega, da ste na odru povezani, hkrati pa res se vidi, da je vsak svoj individual. V bistvu delujete kot neka velika družina. Ti dojemaš to kot družino, ker si rekel, ne rabim religije, pa se mi zdi, da bi lahko ta Dubioza nadomestila, vaš ta vibe, ki ga imate, nadomestila, tudi ta feeling, da rabiš nekaj. Ja, res smo dosti skupaj, ne. Glih to, ne, mi sebe ne dojemamo na tak način, verjetno, kot nas ljudje vidijo. Zagotovo imate opazovalci tudi na nek način prav, nedvoumno, ampak po drugi strani nič ni tu, to, kar opažate, ni nič premišljenega, ne, to je pač, to sem že prej povedal, ne, posrečena zgodba in to je to, ne, ta faktor je po moje, mislim, je zmeraj ful odločilen in pomemben za to, da neki je, kot mora biti. Ja, smo pa na nek način, mislim, zdaj, ko ti to govorim, pa pismo, res se poznamo, mislim, med sabo, en drugega. Tako kot je Mario reče v enem en dokumentarni film za djeco in odrasle, oziroma film za otroke in odrasle, če si pogledate v Dubiozo kolektiv. Tam naš saksofonist Mario reče, da se poznamo predobro, da se v bistvu poznamo po prcih, ampak ne, mislim, po zvoku pa po vonju, točno veš, kdo je prdno, ne rabiš vprašati. Pravim, ne zavedam se, jaz osebno ne percipiram tega, ne dojemam tega, kot da zdaj pa smo mi neki ideal, pa ono, pa ne vem. Verjetno tudi ogromno temu pripomore, da smo že dosti stari baki, kako rečemo v Prekmurju, in se znamo zmeniti. Usklajevanje, recimo, Dubioza življenja z družino, recimo privatno, kako ti gre ta work-life balance? Pa gre, ne, v bistvu se moram biti hvaležen tudi sopotnici Niki, ker v končni fazi tudi ona mora razumeti situacijo in biti del te skupne dinamike, kako res del njene, tako na moje, in pač sfuramo. Preveč glorificiramo te zadeve okrog ljudi iz show biznisa, kako pa oni to, pa to je ful naporno, pa ja, pa levo, pa desno, ne, pa ni ga doma, ja, samo pa je tisto, pa slabo to, pa dobro ono. Skratka, glorificira se preveč to, te naše poklice, ne, pa tudi mistificira, pa gor, pa dol. Vsi se sprašujemo, pa kaj je naporno, pa kako sklajujete, pa to.
Mene v to ful moti na nek način zato, ker nikoli nisem prej tega slišal, da bi me kdo vprašal, kako pa ti usklajuješ življenje z delom na radiju, ker si praktično deklica za vse, za družino. Nikoli me noben ni vprašal, pa sem bil, en vikend nisem bil fraj v 6-7 letih. Potem spet ne slišim nikoli, da bi nekdo vprašal nekega delavca, ko asfaltira tu avtocesto na 50 stopinjah v senci, kako on to usklajuje, ne? Ko pride domov za 4 ure, glih toliko, da pride od spada, ima overload vitamina D, ne? Da bo glih vse pobil okrog sebe od zdravja. Mislim, da je bistveno več, obstaja bistveno bolj zajebani poklici obstajajo kot naši, ne? In bistveno težje so usklajevanja. Ko se spomnim na delavce v gostinstvu, v zdravstvu, potem vsi ti kuhari, natakari, vsi, ki skrbijo za naše užitke, ko se mi pač, ali pa nekdo drug v soboto, nedeljo lahko ima fajn, ne? Take stvari bi se morali malo bolj večkrat zavedati. Zdaj si v bistvu že malo načel to neko tudi odpiranje oči ljudem, družbi. Ti si tudi oče in me zanima, kaj se ti zdi tisto res pomembno, da bi ljudje v sebi nosili, oziroma kaj rabimo za to, da bomo preživeli v svetu, kot je. Čist resnici na ljubo skupnost, ne? To življenje, skupnostno razmišljanje v smeri, da živimo skupaj z nekom nekje. Ti bufferji, ne? To nam manjka, ne? To malo za te kompromisnih zombi več moralo biti. Vsi govorimo o zonah obdobja, ovo, ono, levo, desno, ne vem, tako in drugačno prosvetljenstvo. Noben pa ne govori o teh zonah sprejemanja kompromisov, ne? Pa gledaj, če bo sosedu dobro šlo, bo tudi meni dobro šlo, ne, samo, zdaj, če on prodaja drva, pa prodaja v 4 vasi naprej, tudi en prodaja drva, mislim, da je prav, da je kupiš od svojega soseda, ne glede na to, če ti on všeč ali ni, ne. Kaj pa je tisto, kar se ti zdi najpomembnejše kot starš, v bistvu, da naučiš svojega otroka? Jaz samo govorim svojim sinu, hčerki sicer malo manj, ne vem, za njo bolj šparam, ne, njega pa, ne, verjetno, kaj je se. Govorim samo ves čas, naj sta zdrava, naj sta poštena, naj delata in da umreta po meni, ne, za mano, tako da drugo me ne zanima v bistvu. Dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fine podcasta, to je bil zelo v bistvu globok pogovor z Jernejem Šavlom. On tega noče priznati. Prave čas sem spil. Naj bo ta pogovor marsikaj Jernej povedal takšnega za odpreti oči, zato nesimo danes v dan in predvsem to zadnjo, kar je poudaril, se mi zdi mogoče najbolj pomembno. Bodimo sočutni in poglejmo okoli sebe, kje kdo, komu lahko pomagamo, že samo s tem, da ga vidimo. Jernej, hvala ti. Hvala tebi za povabilo. Želim ti lep dan in vam tudi in vse dobro. Čau! Čau! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fine zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.